Dobro jutro. Ja, seveda, kjer je 1000 rož, tako sva šla iz Ljubljane v Portorož. Dobro jutro želim vsem po dolgem času na radiju Adijo pamet. Na radiju imate kakšne oddaje iz 5. dimenzije na valovih megahertz. Ja, tako čas teče naprej. In tudi vojna poteka javno in očitno vsem na očeh, ampak ta vojna ni v Gazi, ne, ta vojna se krepko odvija med nami samimi, med zavistnimi narcisi in zavestnimi empati. To je tista vojna, ki se nam dogaja na dnevni bazi tisočletja, tako v Gazi, kot v Ukrajini, kot v Sloveniji, kot na Hrvaškem in povsod po svetu. Ta narcistična zalega je delala škodo in sistem ji je pri tem močno pomagal. Kaj je dokaz, da je sistem pomagal narcizmu? Točno to, da se o narcizmu nikoli nismo izobraževali, ampak zdaj, ko smo se začeli izobraževati sami, vidimo, da je narcizem še kako zelo prisoten, še kako zelo toksičen in hvala Bogu, da imamo kavč doktorje, kavč študente in kavč znanstvenike, ki smo nagruntali to prekleto hudičevo nevarnost, ki se širi bolj, kot se je širil katerikoli virus, kuge, lakote ali pa Covida, kot smo ga imenovali, maske gor, maske dol. Ja, maske dol in narcis je tisti, ki se skriva za masko pod pretvezo, da je prijazen, uničuje življenje iz same kurčeve jebene zavisti, ker bi rad bil to, kar empat je, pa ni. Torej, bi bili oni nekaj, pa niso, bi bili, ja, pa niso. Biblija je od tukaj dobila ime. To je moja perspektiva razlage in jo bom večno promoviral zaradi tega, ker to je najbolj smiselna razlaga in konec koncev nas Biblija opozarja pred to sodrgo, ki se imenuje v Bibliji, je Jezus imenoval cestninar, pa da me ne bi kdo narobe razumel, Biblija ne jemljem Biblije kot nekaj, kar je bilo zgodovinsko dejstvo, ampak jo jemljem in je prav tako kot arhetipe. Torej, vsaka osebnost v Bibliji je arhetip naše lastne duše in vsak izmed nas je in Mojzes, je David, je Jezus, je Marija, je konec koncev Juda. No, evo in Juda. Zdaj smo pri Judežu, ki po hebrejsko pomeni hvaljen. In ko gledamo mi razne hvale, plakete, pohvale, kako je bil tam dober, najboljši, ta in ta, najčastnejši državljan in tako naprej. Vse to spada v kategorijo izdaje in izdajalci so med nami, tako kot so v bistvu med nami ti izdajalci so lažnivci. In ne moramo mi reči, da tu in tam otroci lažejo, odrasli pa ne. Še preklet, kako lažejo, saj pa vidimo ja v politiki, kako znajo biti ti motherfuckeri lažnivi na vsakem koraku in pol mi to še kar toleriramo. Ja, klinc, veš kaj, taka je politika, včasih laže, ne. Kurc pa taka politika, to ni zame nobeno vodstvo, zame bi bil voditelj tak, ki je transparenten, tak, ki pove, tako pa tako smo naredili, ne pa da se en mesec ukvarjamo z ohcetjo pa z božičnico. To smo dobili od našega premierja, od predsednice pa nisem nič kaj pametnega, kakšnega ukrepa njenega videl, razen spet, da ona vidi tam po Gazi pa po Palestini. Ja, ampak genocid se dogaja v njeni lastni državi, genocid nad empati od nekdaj in ena izmed takih preživelih žrtev bitke nad empati sem tudi sam in ker sem preživeli empat po napadu narcisov in narcizma, lahko o tem konkretno govorim, kako izgledajo napadi, kako se jih ubraniti, kako zahrbtno funkcionirajo in kaj se zgodi, ko njihovo največje in najmočnejše orožje, torej smear campaign, ki bi po vseh pravilih moralo dokončati empata, ko ta proces spodrsne. Kaj se zgodi, kadar naletijo na človeka, ki ga niso uspeli pobiti?
Torej niso v meni uspeli pobiti volje do življenja, niso v meni uspeli pobiti, bom rekel, umskega intelekta, niso uspeli v meni ubiti srčnosti, ne? Jaz sem še bolj vžgal ljubezen in stabiliziral svoja čustva. In čustva so tisto, kar so nam večno napadali. Ja, in zdaj to njihovo orožje, smer campaign, globalno sranje po človeku, uničevanje karakterja, se pri določenih ljudeh, pri določenih trdoživih empatih, ki se jim reče tudi lightworkerji ali celo z besedo višje, ker če ne bi bili izbrani, bi nas pobili, ne? Pa nas niso, zaradi tega, ker očitno, več kot očitno, nas čuva neka višja sila, ki preprečuje vse spiritualne napade, ki se dogajajo okrog mene. Jaz nisem edini, jaz sem samo primer iz mojega okolja in lahko govorim o sebi. Ne morem govoriti ne o tebi, ne o nikomer drugem, ker sem živel svoje in ne tuje življenje, kot ga prekleto radi živijo narcisi. Oni se bolj ukvarjajo z življenjem drugih, kot bi se ukvarjali sami s sabo in svojo energijo, ki je njihova, vlagajo v druge ljudi oziroma jim na tak način pušča in zaradi tega oni niso mogli dorastati, odrastati. In kadar tem ljudem pade maska, kot jo gledamo za mano, takrat iz njega butne tisto, kar je. In to je en navaden, razvajen 8-letni otrok, ali pa z drugo besedo, ko pade maska, hudič izgubi zavore. Torej iz človeka preleze vse najbolj in teh izpadov vidimo čedalje več. Verjetno vidite to in opazite to med svojimi sodelavci, družinskimi vezmi, bom rekel v žlahti, kako izgledajo ljudje, ko jim rečeš ne, enough, ne dam ti. Ne dam ti tega, kar ti želiš od mene nekaj, kar v bistvu ni tvoje in ti ne dam. Oni imajo neko fiksno idejo, da v bistvu jim pripada čisto vse, čisto vsaka informacija, ki jo uspejo zvleči iz vas, jo uporabijo kot deformacijo. Torej oni vse, kar slišijo o vas, obrnejo tako, da zdeformirajo. In to so v bistvu uničevalci ugleda. Jaz nisem nikoli nobenemu nič slabega naredil, nikoli načrtno komu škodoval. Če sem padel sam, nikomur nisem nič ukradel, nikomur se nisem zavestno zlagal, ampak o meni se vrti zgodba v mojem lastnem kraju, v moji prečudoviti Notranjski cerknici, se širi zgodba točno kontra, točno obrnjena na glavo, kako je Matej nekaj najbolj groznega, nekaj najbolj nesposobnega in tako naprej. Skratka, ljudje, ki opravljajo zelo radi, s tem, ko opravljajo, pravzaprav kažejo, kdo so. Empat nima želje nikomur direktno škodovati. Pa boste rekli, ja, Matej, se zdaj tudi ti šimfaš. Jaz opisujem stanje in ne poimenujem nikogar z imenom. Njihova lastnost pa je, da targetirajo nekoga, rečejo, Matej je tak pa tak. In to ni resnica. Jaz pa govorim na način, da opisujemo delovanje ljudi, ki niso empatični. A ne? Ja, in narcisoidnost, ne, je škodoželjna in škodljiva in ne dopušča rasti. Torej, bolj ko je razraščen ego, bolj preprečuje osebno rast ljudem v okolici, torej empatom, ki jih zagleda. Narcis je vedno znal zavohati empata, mi empati nismo znali zavohati te nevarnosti zelo do tisočletja, ne. Danes sem pa jaz, vsaj zase lahko tako rečem, ratov pravi strokovnjak za prepoznavanje te sodrge, ki ima zavistne in zlobne namene, kako uničiti nekoga, ki ni nobenemu naredil nič hudega. Tako so kurili čarovnice, tako so na križ nabili našega junaka Jezusa in z jetiko pobili vse, ki so se družili v cukrarni. Ne, cukrarna je bila mesto oziroma prostor, kjer so se združevali, bom rekel, tovrstni družbeni izobčenci, ki so se spraševali, kaj pa če v tej družbi nekaj ne valja. Bili so takrat to prestopniki, ki jih je družba izvrgla, o njih naredila samo najslabše, danes pa ti isti
ti isti ljudje morajo stopati, dvigati svojo red pa reči, ja, Prešernova Zdravica. Za časa življenja je bil Prešeren označen kot poden. Enako je pri meni in verjetno, če bi umrl, bi mene tudi kaj častili, dokler sem pa živ, bi me pa pobil. Mislim, to je njihov princip delovanja in ko to sešteješ, ker je to tisočletja stara stvar, je čas, da jih zgruntamo in se niso nič spremenili. In znanje, ki nam ga turijo, bom rekel, v izobraževalnih ustanovah, to znanje je minljivo. Modrost je vedenje o stvareh, ki so nespremenljive. In modrost je prepoznati narcizem, torej brezdušnost. To je modrost, ker je to nespremenljivo tisočletja že. A ne? In tako, ko praviš, ISIS, narcisi so dobri igralci. Ja, bili, ja. Zdaj vam jaz iskreno povem, so ti to zelo, zelo, zelo v kurcu igralci. Zaradi tega, ker nimajo ne scenarija, ne režiserja in so na milost in nemilost prepuščeni improvizaciji. V improvizaciji so pa pičkin čvarak. Tam se pa izkaže igralska lastnost empata. Sometimes you must play a fool to fool a fooler who thinks that he is fooling you. Torej, včasih se moraš narediti neumenga, da bebca, ki te maza neumenga, pripeleš v kozji rok. In jaz imam igralsko šolo, oni pa ne. Oni so samo lažnivci. Jaz pa znam tudi poigrati, kadar meni to prav pride. Zaradi tega, da jih razkrinkam. Ker, če bi jih na prvi laži bom rekel, razkrinkov, potem bi oni bili previdni. Tako sem pa pustil, da so oni odigrali svojo zgodbo do konca in se mi pokazali v celotnem ansamblu glasben, kako se reče, gledališki ansambl, gledališka zasedba, kako so v bistvu delovali skupaj, kako so med sabo imeli nek koderni in koderan jezik. Oni so mislili, da mi to ne razumemo. Oni so imeli nas za neumne. Ja, zanimiva perspektiva, dajmo se spustiti še v to. Narcis je smatral, da je empat neumen. Zakaj? Zaradi tega, ker empat ni skontal, da se oni grejo eno igro. Tisočletja je to bilo. Tisti, ki jo je skontal, je začel o tem pisati. Ne? Končno je našla nekoga, ki bil ji je kos. Je Prešeren dobro vedel, da je Uršika znala nategovati vse fantičke, dok ni prišel eden, ki jo je ful dobro poznal. Ne? Ja, je rekel, takole si ti zamislila, pejte, te bom jaz odpeljal plesati, pa boš ti videla, kam te ples odpele. Skratka, oni so imeli nas za neumne. Tudi mene, osebno ja. Čeprav v bistvu po šolski izobrazbi nisem neki motherfucker, imam znanja, ki so zelo specifična, zdravstveni tehnik pa audioinženir, jaz ne vem, zelo malo dobrih audioinženirjev poznam, zame so bili to strašni junaki, kakorkoli. Ampak znanje psihologije in znanje sociologije in znanje duhovnosti, to je pa nekaj, kar v bistvu jaz sploh ne poznam ljudi s takim tovrstnim znanjem, živih ljudi ne poznam, zaradi tega sem se mogel malo poglobiti med Junge, pa razne psihologe in razne glasbenike, ki so mi dali vedeti, ker glasbeniki so bili veliko njih razsvetljenih in razgledanih. Skratka, narcisi so smatrali, da smo empati neumni, ker nismo vedeli za njihovo podlo igro. Njihova podla igra je tako globoka, da jo normalen empata ne more zžvečati. Enostavno ne, na kraj pameti empatu ne pride tak način delovanja, kot ga ima narcis, ki je odrezan od lastnega vera. Oni so smatrali, da smo neumni in ja, res smo bili naivni, vedno smo padali na njihove fore. Dokler nismo skontali, vsaj jaz, kako stvari funkcionirajo in sem začel močno opazovati. Zadnje 3 leta pa pol sem na svojih kanalih video vsebin trudim nekako razložiti, bodite pozorni, dajte odpreti oči, dajte zaznati, kaj se okrog vas dogaja. Ni problem zdaj sam Janša ali pa Golob ali pa predsednica ali pa Trump ali pa von der Leyenova. Glavno težavo imate v vaši neposrednji okolici, med sodelavci, med partnerji, med sokrajani. Jaz imam celo mesto against me. Cel kraj je proti meni, ker sem kvaže razkrinkal njihovo igro. Zato me ne marajo.
Zato sem srž problema, ker sem razkrinkal njihovo igro. Ne zato, ker bi razbil kakšen smetnjak, komu kaj ukradel ali pa bil problematičen. Se zastopimo. Razkrinkal sem njihovo igro in še bolj jo bom, zaradi tega, ker se jih ne bojim, zaradi tega, ker narcis je strahopetec. On je nedorasel otrok in on moč zgolj igra. Kot igra empatijo, kot igra prijaznost, on igra tudi moč. V bistvu je pa strahopetec, pod masko se skriva ranjen otrok, ki ni nikoli dorastel, brez notranje moči, brez notranje integritete in zakazen je Bog naredil tako, da kdor se od Boga odmakne, postane neumen. In narcis je jebeno neumno bitje. Zelo neumno bitje. On ne more sešteti ne 2, ne 3. Njemu ne moreš dopovedati, da se ne vrti na kugli. Ne, to mu ne moreš dopovedati, da nismo bili na Luni, nikoli noben ni bil na Luni. Ti njemu ne moreš dotajčati, da virus ni živa stvar, ampak izloček iz telesa. In zdaj mi vidimo, bolj je človek, jaz sem naredil sicer nalepko, ne delaj se neumenga, ker sem smatral, da človek res ne more biti toliko neumen. Pa očitno je, zdaj verjetno, ali bo čas pokazal, ali sem bil v zmoti ali ne. Ampak mi je jasno, da je intelekt in modrost in inteligenca nekaj, kar je povezano s srčnostjo, kar je povezano z empatijo. In ne moreš dostopati do univerzalnega znanja kozmosa v svojem DNK-ju, če si odklopljen od svojega lastnega biti, torej, da nisi avtentičen in po svetu hodiš z masko na obrazu, torej se pretvarjaš, da si, kar nisi. Po njihovi pameti jih boste prepoznali. Po njihovi nesposobnosti seštevati 2 + 2. Potem prepoznamo našega sovražnika. Jaz vem, da vsak izmed nas nosi svojo iskro znotraj sebe in to je tisto, kar mi daje večno upanje in zagon. V vsakem človeku vidim iskro in ako so jo mnogi zakrili, se od nje obrnili stran in v bistvu jo negirali. Ampak ne bo druge. Ko maska pade, ostane samo še iskra. Ali bo ugasnila, ali pa bo zaživela. To je tisto, kar je opcija in kar je za moje pojme tudi rešitev na tem svetu, da se ljudje ali prebudijo ali umrejo. Te 2 opciji počasi prihajata na plano. In kar se mene tiče, vsi ljudje, ki so delovali negativno, že ne upajo na pločnik oziroma na pločniku gledajo v tla. Jaz osebno se srečujem s tem, da ljudje niso sposobni pozdraviti, niso sposobni dvigati pogleda. Dokaz za to, da sistem pokriva narcizem, da je sistem kot tak narcisoiden, je to, da nas sistem nikoli ni obveščal in opozarjal na toksičnost ljudi, ki so med nami. In sistem sam po sebi je tisti, ki krši kompletno kozmično zakonodajo. Dragi moji, zavedajmo se, da zemeljska zakonodaja je nekaj, kar je človek napisal. Ampak ta zakonodaja iz zemlje, rimsko pravo recimo, ali pa pomorsko pravo, je nekaj, kar je vsekakor pod kozmičnim pravom, pod kozmičnimi zakoni. Najbližje kozmični zakonodaji so ustave, ki so jih sprejele suverene države. A ne? In ustava je še najbližja tista, ki nekje čuva človekove pravice. In človeški zakoni, torej rimsko in pomorsko pravo, ne morejo biti nad kozmičnimi zakoni. Torej, sodelovanje, spoštovanje integritete sočloveka. V mojem kraju imamo očitno nekaj ljudi, ki so sprožili smer kampejn z namenom, da moj karakter uničijo. Kaj se je zgodilo? Kontraefekt, uničujejo svoj karakter in so mojega izgradili, ker vsaka preizkušnja, ki jo imamo v življenju, je zato, da izgradimo svoj lasten karakter. In ti ljudje, ki so vneto razlagali, kako sem jaz problematičen, negativen in ne vem kakšen, vsi ti ljudje počasi so od ljudi, ki so jih poslušali,
poznani kot jebeni lažnivci. In to je tisto, kar je najlepše, da je družba najprej izločila mene in ugotovila, da v bistvu so me izločili narobe in se je obrnila proti tistemu, ki je o meni klevete širil. In ti ljudje počasno bodo več upali niti na pločnik, niti ven iz bajte. In prav je tako. Dragi moji, glede na to, da ta TikTok tudi ne stoji na moji strani, da smo dosegli največ 3 gledalce, nobenemu se to ne prikazuje, noben tega noče deliti, se bom jaz tudi od vas poslovil. Na tak način vsekakor pa moje vsebine ne grejo nikamor, moje vsebine prihajajo na nov tir, prihaja nova oddaja, ki jo pripravljam in to bo MTK odgovarja. Prva oddaja verjetno že danes za pokušino. Ampak vse to nič več brezplačno, ker nima smisla. Boljš, da dobim eno samo rožco, kakor nobene, in se mi zdi, da je nesmiselno karkoli še vohati tle po tem TikToku in po tem radiju. Vse skupaj mi je totalno brez veze, že na Facebooku dva lajka, na TikToku do 300 ogledov pridemo, tako da je brez veze. Prehajam na plačljive vsebine, na plačljiva predavanja, o katerih bomo govorili, o mnogo stvareh, predvsem pa o praktični uporabi duhovnosti, torej duhovnost v praktični rabi, ne, v praksi. Ne? Torej, težko je ljudem razložiti, da bi razumeli, zato je treba na specifično vprašanje dati specifičen odgovor. Kakorkoli, dobrodošli, da poiščete v prihodnjih dneh in tednih oddajo MTK odgovarja. Jaz upam, da bo dosegla nekaj večje širine kot delo do zdaj, ki je šlo pravzaprav samo navzdol s pomočjo ne zgolj cerkence, ampak slovenske in svetovne strukture, kako zatemniti empata, da resnica ne bi prišla na plano. Pa bo, brez dileme, si lahko ljudje tlačijo še bolj gor maske in mi, empati, smo začeli videti skozi njih. Ajde, čau!